igra se i stari strmi ljubim, si zeleni zobim, lepe ste vi karavanke, rad vas bom vidno imel. Lugarska svitje vsa v cvetju, sanja in zible se v vetru, če bi znala zaprosi, ali zima vas zasneži. Lepe ste vi karavanke, da mož pozabit vas ni. Svoj gledaš obraz, ne rad si priznaš, saj to sploh nisem jaz. Potem se rodi za te sončen dan, turobnost kopni, spet si nasmejan, pripravljen, da radost trosiš okrog, veselje deliš, kot srečen si otrok. Podari nasmeh, da pričaraš pomlad, radost uži, ponupo in not. Smeh čudežno tope oblak nalezljiv, bo tebe in druge bogatil. Obdan z upanjem se sanjam predaj, rad stiski ljudem, dlan svoja podaj. Objekt na nebo življenja, Maurice svod, vseh bar oživi, na tvoja si je pot. Podari nasmeh, da pričaraš pomlad, radost uži, ponupo in not. Nasmeh čudežno tope oblak nalezljiv, bo tebe in druge bogatil. Lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje, jaz veselo, krasno polko, smo začeli današnje snidenje, nedelja je, nekje se že takole pripravljajo neki oblaki, pravijo vremenoslovci, da bo tako vreme, ampak
Mi bomo današnjo oddajo pripravili oziroma izpeljali do take temperature, da bomo odgnali te sonce in še nekako malo pustili, ne? Oziroma oblake pa pustili sonce, tako sem hotela reči. Stanko, lepo dobro jutro želim. Enako tudi vsem vam in vsem vašim gledalcem. Zdaj ne vem, kako bi te mogla pozdraviti. Nedolgo nazaj si bil na Japonskem. Kako tam rečejo dobro jutro ali pa dober dan? A znaš reči po japonsko dobro jutro, dober dan? Mislim, da je to Ohio. Ohio, no To sem si zapomnil zaradi ene besede, ker je tudi skladba. Ohio. Ja, potem pa naj bo Ohio za vse tiste Japončeke, ki ste tukaj pri nas, ne? Stanko, ti pri meni v oddaji še nisi bil, pa imam že oddajo 23 debelih let, tule vmes bom šla. Kje si se skrival? Na Japonskem. No ja, to je bilo samo dober teden, 10 dni. Ostalo pa ne vem, kako to, da nisva nekako združila moči in da pride z enote. Ker Stanko, ti muziciraš za svojim ansamblom že več kot 27 let, drži? To pa ja. Koliko let je zdaj že? Ker ne bom govoril o tem. Kar se družim z harmoniko je, prihodnjem letu bo 50 let. 50 let, to je pa res. Dajmo aplauz za Stanka Fajsa in njegovo harmoniko, druženje seveda s harmoniko. Prva pesem je bila z naslovom, torej Podarimo nasmeh. Ja, kar podari nasmeh, ker to je najboljše zdravilo, najboljši primerek, ki ga lahko namenimo drugemu. Nič nobenega ne stane, ampak obogati pa vse. Tako, pa veliko pomeni, a ne? Zelo. Lej, Stanko, jaz se ti fejs smejim danes, veš? Kljub temu, da imaš ženo s sabo. Hvala lepa, me zelo veseli, pa se ti se vedno fejs smeješ. Ja, tako. Pa oba se rada smejiva. Ja, tako, dajmo se smejati seveda veliko. Danes bomo nekako tudi prepletli, a ne, našo oddajo z nasmehom, z tem, kako se moramo imeti radi, podarjati drug drugemu ljubezen, da smo fajn. Prejšnjo nedeljo sem jaz imela en tak, skoraj je bil takole, ne? Sem imela en monolog glede obnašanja naših otrok in sem bila zelo presenečena, ker sem potem v nekaj dneh, ne, dobila sporočilo od gospe pomočnica ravnatelja srednje šole Ravne, mi je pisala in je rekla, veš, Polonco, spodbudno, zelo lepo, dajmo spodbujati otroke, naše mladino, kje je, danes smo tako, tamle imamo dva, se zato sta danes tukaj, ne, dajmo pozdravljati, bodimo prijazni, a drži? Ja, grem do tvoje žene, ki bo malo več povedala o tem po mojem, a ne, kako moramo vzgajati otroke, sej mi lahko po pravi poti vzgajamo otroke, ampak vedno lahko se skliznejo, pa pride kakšna zadeva, a ne. Vzgajati otroke je umetnost dan danes. Res je, ja. Zdaj, otroci posnemajo starše. Ja. Mislim, da je to prvo vzgled, treba je pa tudi malim dati nauka, zdaj, če vzamejo, če ne, pa ne. Ampak največ pa mislim, da je to, kak so starši, tak so pa otroci. Tako je, ja. Druga pesem, jaz zelo legem, ker stran, ker tako je prav, ne. Res mi gre na jok, ker vidim, koliko se otroci danes obnašajo in bom rekla, niso pri sebi, ampak danes imamo dva mlada, Luko in pa Karin, ki bosta vsem povedala, kako se je potrebno obnašati, da moramo biti prijazni tudi tako do živali, kot do sočloveka, do sošolcev in seveda do ostalih. Stanko, zdaj bo druga pesem, malo bomo poleteli. Jaz bi včasih rada bila metula, veš? A res, zanimivo. Metulj je lepa žival. Ja, sej, vsi smo včasih na nek način metulji, ampak pomembno je res, kako vidimo, kako dajemo svetu in ljudem okoli nas to svoje dobroto, ki jo imamo v nosu v srcu. Takole. In prav gotovo, jo, Stanko, imaš, glede na to, da že 50 let muziciraš in podajaš glasbo seveda vsem nam. Zdaj je torej krasna, čudovita pesem. Metulji bomo, kot sem rekla, kakor metulj. Včasih ni več poti, vendar jo iščem in to me bogati. Včasih sedim v temi, vendar ob zori se veselim luči. Včasih v srci ihti, pa ga tolažim in to me bogati. Srečo odkrivati
Bravo, bravo, metulji smo bili zdaj. Hvala lepa, Stanko Faj, za enkrat. Lahko se seveda usedete. Hvala za čudovito skladbico, takole. Zdaj pa vas, dragi gledalke in gledalci, vmes pozovem na eno zadevo. Naš Mirko, kamerman, je rekel, Polonca, da je tole še danes enkrat preber. In sem rekla, zakaj ne, z velikim veseljem. Ob svetovnem ne. Veste, kaj bomo danes naredili? Jaz bom zdaj v mojo družbo poklicala nekoga, ki je vešč povezovanja prireditev. Luka, pridi v mojo družbo. Dajmo aplauz za Luko. Luka, prvo, koliko si velik? 190. Ja, bravo, mislim, glih do popka sem ti takole, evo, super. Luka, ti prihajaš natančneje odkot? Iz Vuzenice, Sveti Vid. Ja, in obiskuješ katero srednjo šolo? Srednjo šolo Ravne. A veš, kaj ti moram danes reči? Super si takole, lepo, da si prišel, da si vzel pogum. Se veš, ker gledam fante tvoje generacije, ne vem, po mojem bi zelo čisto v škatlo šli nazaj, a ne, drži? Ja, eni, ne, odvisno od sebe. Luka, ti dam mikrofon, ker si navajen tega. Ti drugače veliko povezuješ zadeve, kar se v šoli tiče. Nedolgo nazaj, v četrtek si povezoval eno prireditev, ki je kar tradicionalna pri vas v šoli, ali kako? No, imamo veliko kero prireditev, ja, čisto odvisno. Ponavadi tako meni rečejo, da moram voditi, a ne. Zdaj to že od malih nog si tako rad nastopaš, si veš temo? Ne bi rekel čisto od mladih nog, sem bil malo bolj sramežljiv tudi včasih, samo pač minilo čez sajt, pravi karakter pride v njih. Kdo te potisnil v to? Bolj učitelji, ravnateljica, podravnateljica, mami, ki je danes tudi z nami? Vsak je imel svojo vlogo, od šole do učiteljev, ampak najbolj je bila moja družina, ko smo bili vedno ob strani, vedno mi pomagali, me potisnili tudi naprej, vztrajali, da delam to, kar me veseli. No, boš pol še povedal, kaj vse te veseli z velikim veseljem. Jaz ti dam tole, da prebereš povabilo na eno zadevo. Bo šlo? Ni problema. Ni problema, prosim. Ob svetovnem dnevu osteoporoze vas območno društvo bolnikov s osteoporozo Celje v sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje vabimo na predstavitev društva z meritvami kostne gostote na Petnici z ultrazvočnim aparatom. Ponedeljek 20.10.2025 od 9. do 12. ure v avli Splošne bolnišnice Celje. Prisrčno vabljeni vsi člani in članice, vaši sorodniki in prijatelji. Bravo, aplauz! Veš, kako je to, ne? Ko te nekdo potisne, to rečemo out of the box, ne? Iz cone obdobja, ja. Si me zdaj nekaj trebala ali tako? Niti ne. Niti ne, ti si pa faca, Luka. Super. V nadaljevanju boš potem seveda še veliko povedal o tem dogodku. Z nami bo seveda tudi pomočnica ravnateljice, gospa Petra. Tako, preko telefona. Zdaj, vmes pa bova eno zadevo pogledala. In sicer, jaz sem prejšnjo nedeljo res govorila o obnašanju, kako se otroci obnašajo. No, daj ti iz tvoje perspektive povej, kakšno je stanje v šoli, čisto iskreno. Zdaj si en velik vzor vsem tistim, pa jaz upam, da se tudi ti držiš tega, da se obnašate lepo. No, daj, povej, kako mora biti? Na kratko povedano, človek več ne nekako začuti človeka, v bistvu ne več se pozdravljamo, tako ste tudi vi rekli. Manjka ful tega, ful nasmehu. No, gremo na sprehod, ne? No, pa gremo na sprehod, ne? Dobro. Luka, ti si v svojem svetu, ne? Jaz pa tlele, kako boš rekel? Doran. Dober dan, evo, živijo tako. In mi je to všeč, da pozdravlja torej mladina. Moja kolegica tam gor, Laura, je prav rekla, da je prav štela sem. In sem si dala na znanje, kdo bo zdaj pozdravil, če me bo mladina pozdravljala. Mladina morate pozdravljati. In je rekla, da so kar pozdravljali, da ponovadi starejši ne pozdravljajo. Koliko je zdaj to, Tole v zadnjih. Bomo malo se pomenilo temle, a ne? Vi v zadnjih. Kaj je zdaj s tem, ne? Luka, zdaj bomo takole povedala, no, kakšno je stanje glede obnašanja otrok, ker je alarmantno, se strinjaš, a ne? Pa ne govorim zdaj za tebe, pa mogoče tvoje prijatelje, ampak ostale. Rekel bi, da veliko je odvisno, baš kako odrašča nekdo, a ne, ampak večina danes je nekako zadržana v sebe, ne upajo pokazati samega sebe. In to se dokaže s tistimi malimi stvarmi, pozdrav, nasmeh, tisti mali stik z človekom, kakega imaš nek krajši pogovor z starejšim gospodom, ja. In večina bi
ko hoče neka starejša gospa, naprimer, s tabo sposobiti kontakt, bi samo mimo šli naprej, a ne gledali v telefon. Kaj te šljivi, po domače rečeno. Če bi jaz mamico to vprašala, bi mi mama potrdila tole, da je Luka vse takole, ker moj tudi ponavadi je tak, fajn, prlizijan, pa je pa tudi malo takole, ker ga moramo malo tuf, se šti malo lepše obnašal, ja, tak je, skozi kar naprej. Luka, eno sliko si bova pogledala, namreč na šoli imate tudi dobre misli. Skozi intranet v šoli imate televizorje in tam se tudi dobre misli, sukajo, a pogledate kaj gor? Včasih, ja, zjutraj mi sicer tiste motivacijske misli glih ne pomaga, ko prijem direkt šole samo. Ko so testi pa to, videni. Ampak zdaj bomo pa dali, kako se imenuje ta bica? Bica gelca. Bica gelca, no to pa ti znaš zdaj prebrati, ker to je pa čisto po koroško, a ne? Zdaj moram jaz malo bliže. Ja, kar bliže, ker ne vidiš, a ne? Kak sma bila pa danes gmajtna, me je tak face-pop tak glasno pozdravil, da mi je kar srce zaigralo. Ja, super, bravo, bravo. To pomeni, kaj to pomeni gmajtna za tiste, ki ne vejo? Bom iskren, da še jaz ne vem. Vesela po mojem, a ne? Gmajtna, vesela, se bomo Petra vprašali, tako da ja. Ja, lahko bi, ja. Super, jo bomo potem v nadaljevanju poklicali. Zdaj bodo sledili kratki oglasi, potem pa gremo zopet z pogovorom z glasbo naprej. Oglasi. Cajt je, da stopimo skupaj in kupujemo domače. Trgovine Joge! Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Sprašujem se, kaj je na oni strani Mavrice. Sprašujem se, kdo komu da bo v sanjah upanje. Me bo še ljubila. Gorenje. Life simplified. V življenju se zgodi, ko te packarija ne skrbi. Pralni stroj Gorenje z močjo pare uničijo do 99,9% bakterij. Takole pa vas zopet vabim v hotel Maslino v Seget, blizu Umaga. Gre za butični hotel, torej obiščite hotel Maslina
in se prepustite prepletu čarov istrijanskega življenja, sprostitve, miru in seveda kulinarike. Gre za dragulj ob morju, ki v svoji sodobni eleganci nosi bogato zgodovino kot nekdanja oljarna in tako pripoveduje zgodbe prejšnjega časa. Še danes lahko obiskovalci začutite izročilo preteklosti, saj so zunaj in znotraj še vedno vidni sledovi nekdanjega mlina. Gre za nepozabno doživetje, jaz sem bila tam, gre za krasen prostor pod soncem, ki gostom ponuja edinstveno izkušnjo. V hotelu Maslina lahko izbirate med 6 dvoposteljnimi sobami, drugač pa kot vsakokrat povemo, da imajo res odlično restauracijo, ki seveda ponuja edinstveno kulinarično izkušnjo, kjer se prepletajo sveže sestavine, ustvarjalne ledi in pa seveda prijazno vzdušje. Vabijo vas, seveda Blaž za svojo ekipo, da uživate v okusnih jedeh, pripravljenih torej z ljubeznijo in z strastjo, ter se prepustite vrhunskim okusom, ki zadovoljujo še tako zahtevne gurmane. A la carte imate, pojadranske jedi in seveda odlične testenine, ki jih Blaž pripravi čisto sveže. Blaž pred obiskovalci tudi pripravlja v živo torej jedi, lahko pokukate mu pod prste in gledate, kako seveda pripravlja za ljubeznijo vse te dobrote. Res, zdaj si lahko ogledate notranjost tega hotela, gre pa predvsem res za mir. Kaj še čemo, če gremo na morje, se sprostiti, uživati v miru. Je prijazen tudi do živali, kot smo rekli, tako da lahko vsi tisti, ki imate hišne ljubljenčke, greste torej za njimi v hotel. No, tukaj zunaj je pa res prečudovit prostor, predvsem za zajtrke, odlične večere. Naj povem, da Blaž bo takole nadaljeval z vabilom vsem nam in pa seveda vam, drage gledalke in gledalci, da pridete tja. Namreč v poletni sezoni prireja vikend, razvajanje z torej krasno kulinariko in pa z glasbo. Jaz sem bila nedolgo nazaj, torej tudi s Klavdijo smo prepevali tam in bilo je res lepo pod oljkami, sicer nas je malce pregnal dež, ampak bilo je pa prijetno, krasno vzdušje. No, tukaj je res tudi krasne testenine za ljubitelje tartufov, on zelo rad uporablja torej tartufe, pač nekdo jih ima rad, mislim tartufe, ali jih imaš rad, ali jih pa res sploh nimaš. Krasen pogled torej na Umag, rezervacije, zdaj ima seveda Blaž krasne akcije v tem času aktivnosti. Dejte seveda izkoristiti še kakšen vikend, pa švignite v Umag nedalec stran. Dobrodošli torej v hotelu Maslina. Aj vredi? Ja, zdaj čak mal. Kak je tebi imel? Vmes si mi zdaj nekaj komentiral. Ta komentar sem vzela na znanje. Tomaž. Ja, Tomaž. Kaj, ti si že bil? Kaj? Sma bila letos z ženo tam. Ne, zdaj se ti res kecaš. Bil si prav v hotelu? Ne, zunaj, pred hotelom. Aha, tam, ko ima ta zajtrk oziroma oljke, ne? Tako. Šla sta kaj na kakšno pojedino, malo? Na izlet. Na izlet, super. Nismo bili v hotelu, pred hotelom. Pred hotelom ste zunaj, krasno in lepo, ne? Zelo. Umirjeno. Je pa res, da ni hotel čisto pri morju, tako da izposoja kolesje pri njemu. Vedno in vselej, seveda se pa zapeljete lahko z avtomobilčkom, par minut stran in ste že na obali. Kako je vam, draga moja gospa, ime? Marta. Marta. Jožica. Jožica. Marta, danes ne bomo kuhali, ne? Bom šla kar k sinu na kosilo. A ni to fajn, ne? Moramo zdaj še nekaj povedati. Danes ste, drage dame, Marta in pa seveda Jožica, Marija in pa Franc, sama lepa slovenska imena, z nami je s posebnim razlogom. Zakaj? Ker vi ste družina, povezana z Stankom Fajsom. Tako. Vi ste njegova sestra. Ja, pa Stanko je blažen med sestrami in brati in ni da ni. Franc, zdaj vidva z Stankom sta edina fanta v družini. Ja, tako. Jaz sem bil tretji po vrsti. Tretji po vrsti. 6 let pozneje je pa še Stanko prišel na svet. Koliko vas je zdaj vse skupaj? Kar ste tukaj, le? Ja, 5 otrok. Torej vsi živite, ne? Tako da ja. Torej tretji po vrsti, prvi. Kdo je bil prvi? Marija je bila prva. Davnega leta.
50. 50? Ja, takole. Dolgo, ja. In kako je takole bilo včasih pri vas, ki so bili še starši živi, verjetno ste veliko prepevala, ne, Marija? Ja, radi smo hodili domov, seveda še tudi danes hodimo radi v rojstni kraj, v rojstno hišo. Kje pa je ta rojstni kraj? Hiša je pa zdaj Stanko prevzel, ampak on je pa podaril svojemu sinu Tomažu in Tomaž nas vedno tako sprejme kot naš Stanko v svoj rojstni kraj, tako da rojstno hišo, tako da imamo še občutke, da živijo še naši starši z nami. Torej, skupaj pa prepevate? Ja, imamo, veste, kaj imamo? Enkrat na mesec imamo fajsah večer in to hvala ti, Stanko, da to skrbiš, da to nas povezuješ in da nas to ohranjaš, motiviraš, da mi, ko smo že malo starejši, Stanko se joka, ko smo starejši, nas pomladiš, ker prihajajo tista leta, ko ne bomo več tako zmogli. Se zjokamo. Ja, hvala. Jaz ne vem, kaj je z mano. Jaz sem tako začela biti neki čustvena. Marija, nehajte zdaj več govoriti. A ne? Jaz se vedno, meni vse za neki gane. Jaz ne vem, ko zdaj prihajam neka svoja leta, ta ženska, ne vem, me tako... Se takoj razjokamo. Se razjokamo. A veste, kam je res všeč, Franci, da ste prijatelji? A veš, se tudi žlahta je včasih raztrgana plahta pravimo, da so vsi med seboj skregani. Ja, pri nas pa res ni tako, ne. Res nas, Stanko je glavni, rekel, voditelj tega, da se tako lepo družimo, pa vse skrbi za to petje, muziko, glavno. Polko pa imate fajsov večer, koliko zdaj to zgleda? Kako zgleda? Sej bom šla tu do oni, zdaj že one dvigujejo roko, ko pridemo, enkrat se zbiramo doli pri kapeli, ko ima Stanko, je zgradil tako kapelico, svetamo Frančišku, Asiškemu, ker je bil Franček tudi. In tam se prej dobimo posebno poletje, ko je tako krasno blizu Frančaka tudi. Potem pa nas povabi gor domov na domačo hišo, tam pa ko stopimo že v kuhno, stara kuhna, že obložena miza. Kdo poskrbi za obloženo mizo? Jožica naša zlata, to je že preizmerno skrbela. To pomeni, da Stanko je zbral pravo ženo. Zdaj moram jaz en boljši stavek najdeti. Veliko srečo ima. Stanko, Mi tudi, vete, mi otroci, vete, kako je ona skrbela za mamo. Kako lepo, ne? Zelo lepo, že pa prej tudi še No, kako lepo, da so take besede. A sem bom spet jokala? Ok, ona poskrbi zdaj za to, ker skašljimo se, ne? Tako, no in kako, pa to zgleda, prepevate kako? Ja, najprej te malo on vzame harmoniko v roke, pa vedno, ko smo skupaj, kakšne pesmi, domače, ljudske, pa našo tudi, tam, kjer je pesem doma. Jo bomo danes slišali, ne? Seveda. Potem pa za obloženo mizo, brez vinčeka, pa pohanega, pa tega ne gre. Pa ne gre, a ne? To je to midve se bockama, jaz sem že kar malačna, a ne? Prepevate torej stare ljudske pesmi in naj bo še dolgo tako, a ne? Ja, največ tiste, kar ste jih pela, ta pa imamo. Pa da vam zdravje. Ja. Služi, tako, da boste še veliko, ne? Tomaž, kaj boš rekel, ti si tudi začel malo jokati. To je normalno. Si tudi tak čustven. Ja, zelo. To bom nekaj poatike. Zdaj na Citrah je pa kdo? Barbara, nič nima povezave z mano, moram povedati. Sem čakala, veš, kaj boš rekel. Torej, tvoj ati, Barbara, Rok je na kitari. Njegov oče, Ivek, to je taka legenda, bom rekla, že kar ena maskota. On pozna to ti plac, to je že bil več. Že ve, tako. Povej mi, ti si tudi drugače v kakšnem ansamblu preigral, prepeval, ali kako, ali si samo zdaj združil moči za... Ko moram po resnici povedati? Dan se nič ne lažem, dan si nedelja, le. Bil sem zraven očeta.
Sam ni šlo. Ni šlo. Aha, ja. Mogoče bi zdaj šlo lažje. Zdaj, to, ko prihajamo v neka zrelost, že neka kilometrina, ne? Sam takrat, ja. Ni še pa prepozno. Ni prepozno, ampak verjetno, ne vem, bomo videla, mogoče. Igraš tudi kakšen inštrument? Tudi. Kaj pa igraš? Največ kitaro. Jo, res? Sem pa skoraj naredil celo glasbeno šolo. Za klavirko? Ne, saksofon. Sem se mislila dati na klavirko zdaj, pa bi šlo kaj na klavirki, znaš kaj zaigrati? Ja, bi šlo. Bo po moje. Stanko, dajmo aplavz za Tomaža, kar velik aplavz. A boš sedel ali boš stal? Am kar sedo, je rekel. Am kar sedo. Ajde, veš tako, iz cone obdobja, če sem Luko prej vrgla iz cone obdobja, še pa mal tebe, pa mal še koga, ne, pa bo. No pa da vidimo, kaj bo tole zdajle nastalo. Amo kaj zapel? Aha. Ponovimo. Pa gremo. Glej, ti to je lepo igrati na očetovo harmoniko. Seveda. Ker je fajn ulaufana, bi lahko temu rekli, a ne? Ja, tako je, res je. Super je. Tako. Ja, povej, imaš ti doma tudi kaj mladine, naraščaj, ki je tudi že nekako povezan z glasbo? Ja, naraščaja, upam, da ne bo več. Kako to? Zato ker? Jih imaš koliko? 4. Ja. Bravo. Le, ampak če bo Bog dal, pa zakaj pa ne, a ne? Bom njih nekaj povedal. Lahko. Včerka šla včeraj v Barcelono. Ja. Koliko je pa že stara? 13. Aha, okej. Pa je rekla, mami, jaz bi še imela po enega. A res? Ja. Ja, samo ne bo. Mislim... Če bo Bog dal, pa ne. Ja, gled, če bo, ampak ne dovolj. Dobar, le, ti si res štariš iz povprečja, mislim, fest, ne? Tako da, koliko hendlaš 4 otroke? Gre. Jaz bolj malo, to je moja žena. Ampak pa je treba biti vklopljen zraven, prav gotovo, ja, seveda je. Tomaž, tako da ja. Pa se ne, kaj je Luka pregovoril, pa Karin bo še kaj povedala, staršev se veliko naučimo. Ja, res je. Ta smeh, srčna dobrota in pa... Ja, mora biti, ker... Vse smo tudi strogi, absolutno moramo biti. Mora biti, ker skupno pogovori, tega največ potrebno. Krasno. Ker imamo pa 3 punce pa enega pubeca, zdaj pa naš pubec je 3 leta star, to je... Kakšno? Harmonikaš. A bo, že ima grifa, tako da je super. Pa ga moramo kar dobro krutiti. Tako, sam da je zdrav, tako. No, zdaj grem pa na našo levo stran. V uvodu sem že povedala, da smo danes prepleteni, torej res z nasmehom, za lepo besedo, z spoštovanjem. Karin, en prisrčen pozdrav. Ti dam takole mikrofonček. Ja, zdaj kaj kmalu bomo poklicali gospod Petro. Ko bodo Petro priklicali, mi bodo dali seveda takole znak. Ampak dobro, zdaj, Karin, ti prihajaš tudi iz srednje šole Ravne. Najprej lep pozdrav. Ja. Hvala za povabilo. Jaz pa prihajam iz gimnazije Ravne. Gimnazije, to je v bistvu vse povezano, ne? To je povezano v šolski center Ravne na Koroškem. Tako da Luka je iz srednje šole, jaz sem pa iz gimnazije. Ti si pa iz gimnazije. Luka, zdaj, katero srednjo šolo ti obiskuješ točno, katero smer? Tehnika računalništva. Super, tako da fajn. Kako je v šoli, kakšna je klima pri vas? Karin, če sem že prej vprašala. Luka, glede tega, kaj danes se pogovarjamo o odnosih, o obnašanju, o tem, da morajo učitelji že skoraj se bati mladino, zdaj malo gledam pač levo stran, ampak bomo mi to malo obrnili, to ne sme biti tako. Otroci morajo v šoli poslušati, jaz bi telefone tudi kar vzela, oziroma pač en tak pristop je potrebno najti. Telefoni niso za med poukom, če se strinjate. Med poukom se posluša, tam tudi največ odneseš. Karin, se strinjaš? Se strinjam, v bistvu glih prejšnji teden, kar se mi je zdelo zelo tako pametno in lepo. Nam je profesorca za biologijo vsem vzela telefone
zaradi tega, ker se med odmori nismo pogovarjali. Vidiš, to je tudi en tak, sej, ker ste vsi, sej smo tudi, bom rekla, vsi mi bolj tako, Petro imamo zdaj na zvezi, bomo kar malo pozdravili, ampak res smo face zatopljeni. Jaz sama opažam, da res me oči bolijo, če sem preveč na telefonu. Je pa res, da imamo dosti stvari tle tudi službena, povezano, tako da ni nujno, da smo vedno na nekih tumastih zadevah. Zdaj le imamo pa Petro v naši družbi. Petra, lepo dobro jutro, dober dan. Dober dan iz Koroške. Lep pozdrav. Petra, vi ste pomočnica ravnatelja Srednje šole Ravne in tele naše nadobudne goste, ki jih imam danes tukaj, Luko in pa seveda Karin, pa seveda ostale, prav gotovo srečujete na šolskih hodnikih. Ja, seveda. In ravno zaradi tega, ker jih ves čas srečujem, in je problem v tem, da takrat, ko dijake učiš, te pozdravljajo, ko pa jih ne učiš več, pa te ne pozdravljajo, smo naredili ta projekt. In tudi zaradi tega, ker nas v okolici in tudi v podjetjih opozarjajo na to, kako peša ta osnovna vrednota. Pozdrav. Krasno. In seveda, Petra, vi imate v bistvu en projekt, ki ste si ga zastavili. Bova zdaj malo več povedali o tem, predvsem zato, da spodbujamo mladino, otroke, da se res moramo lepo obnašati. Moramo pa zdaj še nekaj povedati, kako sva se zdaj midve povezala. Jaz sem že malo povedala, Petra, da sem prejšnjo nedeljo imela tle en mal monologa, in vi ste to slišali, oziroma vaša prijateljica, kako je bilo s tem? Moja prijateljica Martina, v bistvu sodelavka, mi je poslala posnetek tega vašega govora glede pozdravljanja in v bistvu se je to popolno ujemalo s tem, s to pesmijo, ki, ne vem, ali je Luka vam jo že zapel ali jo šele bo, v glavnem o tem naša pesem govori. Ravno o tem, da mladi ne pozdravljajo več, oziroma na splošno v družbi je postalo tako, da se ne pozdravljamo več med seboj. Pa tudi tiste zombije, ko ste omenili, tudi ta naša pesem omenja. Ja, super. Zdaj pa povejte, kako spodbujete, ker nismo samo pri pozdravu, Petra, ampak so tudi pri, bom rekla, najstniškemu nasilju, danes je tega vse več. Jaz sem prejšnjo nedeljo tudi rekla, koliko fajn se je udariti po glavi, oziroma fajn je udariti drugega, pa ga napaditi, pa biti nasilen, ampak to boli, mislim, dej sebe z lopato udarca, sem rekla, šudo, koliko je fajna, pa mislim, da to res ne sodi nikamor, to so se botalci tolkli med sabo, dejmo se pa mi med lepo. Mislim, koliko bi zdaj tle izgledali, da se Luka spravi na sošolko Karin, pa še na koga drugega, reš pa, da se objamemo, takole. Luka, se bomo objeli zdaj, Petra, drži, prav gotovo, Ja, seveda drži. Jaz moram povedati, da v bistvu ravno Luka je tak cel paket mladega človeka, kot naj bi bil. Tudi v današnji družbi je prijazen, je komunikativen, verjetno ste sami opazili, potem je tak res samoiniciativen, kako nam je vodil to prireditev, same pohvalne besede. Luka tudi piše pesmi o teh družbenih problemih, jih tudi uglasbi, tako da mislim, da Luka kaj takega ne bi nikoli naredil. Ja. Pa tudi to moram povedati, da na naši šoli nimamo veliko tega nasilja. Mogoče imamo srečo, da smo malo bolj na obrobju, čeprav je to večkrat slabo, glede cestnih povezav in tega, je pa mogoče ravno z tega vidika dobro, da je manj takega nasilja. Lepo, lepo. Zdaj si oglejujemo posnetek četrtkovega povezovanja in pa seveda prireditve. Kakšna prireditev, kaj je bilo točno to? V bistvu mi smo se tega lotili na tak način, da zaradi tega, da bi spodbujali te osnovne temeljne vrednote, kot je pozdrav in podobno. Moram na hitro povedati še to, da v lanskem letu smo tudi izvedli projekt, da bi spodbujali to človečnost, to prijaznost med mladimi in smo za zapored dob zbrali 600 knjig, ki smo jih potem peljali tja in so bili tega zelo veseli, saj vemo, da na njih ponavadi se v družbi pozabi. Tako da je bil to res en tak lep projekt, ki so se zelo izkazali in verjetno bomo še kdaj ponovili.
Mi kot srednja tehnična šola imamo velik poudarek na tem, da se povezujemo z podjetji. In v lanskem šolskem letu smo izvedli tako ogromen projekt, kjer smo sodelovali z 32 podjetji, v to je bilo vključenih 298 dijakov, 45 mentorjev v podjetju in 33 profesorjev na šoli. In je bil zelo uspešen projekt, izdelali smo tudi knjigo z mladimi očmi Koroška podjetja od blizu. No, letos, ker želimo vsako leto pač izvesti en tak projekt, kjer bomo res te vrednote temeljne spodbujali, pa smo si zamislili ta projekt Podari pozdrav, podari nasmeh. In začeli smo z različnimi dejavnostmi. Recimo te stene pozdravov smo postavili na občini Ravne, na Centru za socialno delo Ravne, potem na gimnaziji, na naši šoli. Verjetno ste že omenili, da smo imeli tudi natečaj za pesmi in zgodbe o nasmehu in pozdravu, pa je Karin tista, ki je dobila nagrado za prvo mesto. Super. Ja, ves čas smo pa na družbenih omrežjih objavljali tudi take pozitivne misli o nasmehu in pozdravu, potem kratke filmčke, skeče, skratka vse z namenom, da bi ljudem polepšali dan in da bi mlade spodbujali pozdravljanje in prijaznosti. Krasno. Petra, res zelo lepo, vi ste res pomočnica ravnatelja in jaz apeliram res, da mogoče vsako nedeljo pa damo en delček tega noter, da potem mladino nekako spodbujamo, da je pa res lepo, da se imamo fajn in da se spoštujemo drug drugega in da ne počnemo teh stvari. Ta natečaj, Karin je danes z nami, bo seveda prebrala, kar je napisala zmagovalno zadevo, tudi Luka dela. Samo še omenva, ker bi Petra veliko lahko povedali, kaj pri vas babica Gelca vzpodbuja na vaši šoli, pa dajva apelirati na morda tudi druge šole, da uvedejo eno tako maskoto, ki bo otroke od majhnega do tistih velikih nekako bodrila, jim kazala pravo pot, pa seveda dajala, Petra, koristne nasvete. Ja, mi smo uvedli bico Gelco. Pač vse veste, na Koroškem so bice, smo bice, bomo bice in naša bica Gelca lahko mladim, po domače rečeno, malo posoli pamet. Učitelji tudi vemo, da marsikaj ne smemo kar direkt povedati, da ne priletijo starši pa naredijo kar, ne vem, nek bum iz tega. Bica Gelca pa si to lahko privošči in mogoče reče tudi kaj takega, kar komu ne bi ravno odgovarjalo. Tako da ta naša bica Gelca vsak teden da eno misel, ena svet, skratka vse v smeri tega, da bi bili mladi boljši, prijaznejši, da bi se bolj učili, da bi več kaj naredili dobrega, skratka širi pozitivizem. Krasno. Bico Gelco smo danes že slišali, prebral jo je seveda Luka. Hvala, Petra, za danes. Veliko in še več bi seveda na to temo lahko govorili. Bom pa vesela, Petra, če mi ta vaša bica Gelca vsako nedeljo pošlje eno dobro misel in jo bom z velikim veseljem preko oddaje nekako pošiljala do naše mladine in seveda tudi do nas ne nazadnje. Se tudi mi smo, včasih nas tudi malo zanese, a ne, Petra? Aha, v redu, bomo bici Gelci to naročili. Prosim. Petra, hvala lepa za danes. Zdaj kaj kmalu pa seveda slišimo tale rap, ki ga bo zapel Luka. Noč sem jaz uporabila neke besede, oziroma jaz sem tudi zadnjič, da mladina so včasih debili, ne vem, pač to sem avtomatsko rekla, ampak v tej pesmi potem je tudi, a ne, pa boš Luka potem ti povedal kako in kaj. Petra, hvala za danes, pa sva prav gotovo na zvezi. Ja, hvala, lepo zdrav, Israelne, srečno. Srečno nasvidenje. Zdaj lepa seveda Karin, ki natečaj je bil, in ti si zmagala z tole pesmico. Sama si jo napisala? Ja. Kdaj si jo pisala? Motivacija prav gotovo ta natečaj in pa seveda Podarimo nasmeh? To je pa taka kar zanimiva zgodba. Jaz sem to pesem napisala v bistvu, ko smo se z družino vozili iz Prevalj, tam, kjer sem jaz doma, smo se vozili iz Prevalj do Ljubljane in jaz sem po poti napisala to pesem. Res. In zdaj je čas, da je prisluhnemo, a ne?
Lepo, Karin, kar izvoli. Zastonj. Tvoj nasmeh je moja najljubša melodija, je rekla mama, ko me je rodila. Da boš vedno tako igriva, mi čez nekaj let zaupa oče. Tvoj nasmeh je spomin na detka, mi dene babi Iva. Vsem se moj nasmeh zdi enak, a meni vedno bolj in bolj grenak. Nasmeh ne nastane v krohotu, ampak v očeh. V mojih se skriva svet, vedno bolj in bolj nesvet. Ne verjame več Boga, ne verjame več v nov dan, ne verjame več v magijo morja, ne živi več. Vse nam je podarjeno, vse zastonj, kar je zaslužiti si potrebno. Objem, stisk roke, odpuščanje, svoboda. Le nasmeh še vedno ni vsakdanja dota. Tvoj nasmeh je zame največja sramota, je rekel sovražnik, ko bi vedel, da v meni ni sovraštva, da nasmehnem se mu, ker se mi smili, tako kot vsi drugi ljudje. Ne smejemo se več. Edini zvok iz naših ust je še znak za napad in odraz prekletstva. A najlepše mi je, ko mi rečeš ti, da nasmeha kot je moj ni, da je moj nasmeh prebrodena pot življenja in sled končanega trpljenja. Dan danes le še sreča ni več greh, ki jo poudari moj nasmeh. Lepo. Res lepo si zapisala to. Imaš pa še kar nekaj neostalih, a ti to pišeš kar veliko doma, Karin? Imaš, ne vem, željo izdati kakšno majhno knjigico? Če se bo pokazala priložnost, bo pa gospod ravnatelj malo pomagal, da zberete vse te misli pa pesmi v eno lepo knjigico, pa mogoče ta knjigica z vsemi temi vašimi pesmicami kroži naokrog po šolah, zakaj pa ne? Še eno ti dam, da prebereš, katero boš z veseljem, potem pa kaj kmalu sledi prva pesem. Luka je že pripravljena, ne Luka? Da malo zarepamo tlele, boste videli, kako fajn bo. Mogoče bi prebrala pesem z naslovom Pismo. Prosim. Pismo. Preljubi Ijan. Ne vem, kaj me je zadelo. Mogoče si me ti. Mogoče Kupido puščicami skozi srce moli, čeprav rana ni na srcu. No, ne prava rana. Na srcu je bolečina, ki fizični ni podobna, je pa prava. Z vratu krvavim, nečesa se bojim. Bojim se tega, da se te ne bojim. Sramujem se, da trpim, a v srcu prvič zares živim. Rani me, zbodi me, omami me, saj ni važno, si me že ubil. Mrtvecu nič ne moreš, tebi nič ne moreš. V meni si ubil vso dostojanstvo, ki ga čutim sama do sebe. Ubil si človeka v meni in zbudil pošast po sebi. Ampak zakaj? Ker ti nisi za računalnikom, ampak bereš brižinske spomenike. Ker namesto telefona gledaš slike, ker mi pripoveduješ o dogodkih iz predavnih let, kot da podoživljaš jih spet in spet. Ti si stara duša, ujeta v telesu moje generacije. Si duša, ki me prebode z urokom, tako da ne vem, ali si to ti ali so tvoje oči. Prebodeš me s svojimi ostrimi čekani, a vse, kar občutim, je slast, ki me sili, da pred Bogom priznam na ves glas. Da me raniš, da me zbodeš, da me mamiš, a saj ni važno. Važno je, da se le ob tebi počutim, kot da resnično pripadam, čeprav samo v temi. Pišem ti pismo in ne sporočilo po telefonu, ker imam občutek, da si na svetu že vsaj pol vekov. To je prihodnost ljubezni. Tvoja krvodajalka. Lepo, super. Hvala, Karin. Lepo, lepo. Zamenjamo, a ne? Takole. Zdajle pa je čas, Luka, da zapoješ svojo pesem. Zdaj je to tvoj rap, ali kako, kdaj pa se midva kar ustati tukaj le, pa seveda poveva o tej pesmi, kako je nastala. V bistvu je profesorica Petra Kunc do mene prišla, ne rekla v smislu, da išče nekoga, kaj dela pesmi z melodijami, pa to. Zdaj pa v bistvu jaz ponavadi delam po principu, da jaz sam pesem napišem, ampak v tem primeru je Petra že v bistvu naredila vse do neke mere. Moje delo je pa bilo vse to uglasbiti, preurediti, ne napisati, da bo pač pesem, da ne bo besedilo. In ti rad repaš, poslušaš rap, ali kako je drugače? V bistvu
tek hip-hop striktno niti ne. Aha, kaj pa, Luka, zdaj ti poslušaš doma? Polko, valček? Ne še. slovenske. Ne še. Ja, to še pride, Ja, tako da zdaj prisluhnemo, torej, kako je naslov? Če pozdrav je ta prav. Če pozdrav je ta prav. In Luka, prosim. Ja. Če pozdrav je ta prav, nasmeh sledi, odvisno pa je, kdo vse to od tebe dobi. Dobro jutro, dober dan, živijo, haj, ni važno, da reči sploh kaj. Ni slabšega kot ne odziv od nekoga, ki veš, da je živ. Hej, bejba, nič te ne košta, če podariš mi nasmeh ali dva, če nasmeh 3 prileti, bom kot nebesih 7 dni. Hej, bejba, nič te ne košta, če podariš mi nasmeh ali dva, če nasmeh 3 prileti, bom kot nebesih 7 dni. Zombi ja, zombi ti, zombi mi vsi, družba taka postaja, nič več važno ni. Ni pogledov, ni objemov, ni pozdrav vsak dan, bolj prijazen ko postajaš, bolj te mečejo na stran. Hej bejba, nič te ne košta, če podariš mi nasmeh ali dva, če nasmeh 3 prileti, bom kot nebesih 7 dni. Hej bejba, nič te ne košta, če podariš mi nasmeh ali dva, če nasmeh 3 prileti, bom kot nebesih 7 dni. Dajmo, folk, nega srat, ena smeh ali dva, ne se bat, še besedi 2 pa boš videl, kak ti gre. Dajmo soseda pozdrav, še neznanca na hitro pozdrav, mogoče ga prav danes vse boli, mogoče lahko vse polepšaš ti. Nasmeh te nič ne stane, ti pa lahko zaceli rane. Hej bejba, nič te ne košta, če podariš mi nasmeh ali dva, če nasmeh 3 prileti, bom kot nebesih 7 dni. Hej bejba, nič te ne košta, če podariš mi nasmeh ali dva, če nasmeh 3 prileti, bom kot nebesih 7 dni. Bravo! Bravo, Luka! Super! A je to že skoraj vaša himna v šoli? To še glih ne, no. A, bo pa zdajle prav gotovo. Ne bi vedel. Ja, bo pa zdajle z današnjim dnem, torej himna tudi kje drugje, tako da z velikim veseljem jo bomo pa še kdaj zavrteli. No, super, lepo slišati. Luka, hvala za enkrat, zdajle sledijo torej kratki oglasi, potem pa gremo mi z glasbo, za Stankom Pajsom pol tudi naprej. Stanko, priprav se. Kaj, če obstaja pralni stroj s čarobnim gumbom, ki resnično neguje vaše oblačila in jih prepoji s čudovitim vonjem svežine? In pametni sušilni stroj, ki pri nizki temperaturi nežno posuši vaše najljubše kose, da lahko vsak dan uživate v njihovi mehkobi. Učinkovito, varčno in preprosto čarobno. Gorenje. Zdaj pa vas vabim v gostilno PEM in sicer v Oplotnico. Tukaj lahko vidite seveda tole gostilnico. Ja, zdaj, če vas draga družba ne pot zanese v Maribor, Slovenske Konjice, Slovensko Bistrico, če imate pota na tej relaciji, se morate oglasiti torej v gostilni PEM. Marko vas tam prijazno pozdravi za svojo ekipo, sorodniki so seveda, njegova bica Albina je nepogrešljiva v kuhinji in pa seveda tudi Marko in mami in ostali. Marka imamo zdaj na zvezi. Lepo dobro jutro, Marko. Lepo zdrav. Marko, zdaj si pa seveda že v akciji. Ura je skoraj toliko, da bodo ljudje počas prišli na kosilo. A drži? Res je, ja, tako. Je že vse pripravljeno? Že vse pripravljeno, ja.
Povej mi, kje si bil prejšnji teden? Prosim? Kje si bil prejšnji teden? Menda si bil na okoljih, da se nisva slišala, imeli ste catering. Ja, res sem. Povej kaj več o tem, kje si bil? Smo malo pred Vitanjem. Smo v catering, tam cirka 30 oseb. Tako so imeli vse različne ponudbo hrane, da so si lahko sami izbrali, tako da, ja, sem bil nedosegljiv. Super, Marko, danes pa se veš, ne, sveže in seveda tisto, kar vi ponujate. Jaz moram nekaj povedati, ne, da zdaj se je kar dosti ljudi takole že oglasilo pri meni, pa so mi rekli, a veš, da smo zadnjič bili v gostilni PEM. Še moja šefica je šla tudi, ker niso prvo vedeli, kam bi šli, so bili tisti bližini, se spomnila, ker jaz to ne poudarjam velikokrat v oddaji, pa tudi tako, pa morate iti probati gostilno PEM, res na krasno kosilo. In bom rekla, da kar sem vesela, da je tako. Hotela sem pa poudariti, ne, pri vas imate vedno vse sveže, domače, ekološko, torej iz vaše okolice hrano. Ja, res je. In tudi domače, ker smo gostilna, delamo domače hrane, tako da je večino vse tako kot domača kuhna. Super. Danes imamo spet, ne, klasično nedeljsko kosilo. Ja, tako je klasično nedeljsko kosilo, od puhanega piščanca, pečeni rebec, raznih zrezkov, omaki, tudi naša gobova omaka, ki imamo sveže jurčke, oziroma sveže ne več, jurčke, ki smo jih sami nabrali na pohoro, tako da res diši, ter pa domače štrukle, ter pa vse ostalo. Krasno. A la carte, tudi zdaj, če ne pridem na nedeljsko kosilo, si pa lahko sama zberem, ne, Marko? Ja, res je. Kaj vse si lahko zberem? Da. Zdaj je ful ponudbi, ful gre ta naš klasični PEM burger. Sicer imamo samo en burger, ampak je ta toliko boljši. Drugače pa še ostale, kot je sir na omaki, zelo gre. Ter pa ostale dobrote, zrezek PEM, ki je polnen z pršutom in sirom, in pa še marsikaj. Super. Ej, moram te vprašati, zdaj ta burger, je to bolj noviteta zdaj pri vas, ali ste ga že prej imeli? Smo že imeli prej, ampak to zmeraj več gre v promet, ful ga obožujejo, notri je jajčka, sir, meso, slanina, solata, paradižnik pa omak, tako da je res en taki vrhunski burger, pa tudi taki sladek brioš. Super, sočen, a ne bi lahko rekla temu, Marko. Marko, deva še enkrat povabiti se naše gledalke in gledalce. Jaz sem seveda jih že povabila torej v Oplotnico, do 150 ljudi, zunanja terasa, nedeljska kosila. Dej še enkrat povabno, da res moji gledalci pridejo in si nekako, bom rekla, svoje borbončice zadovoljijo z vašo res okusno hrano. Res je. Torej, danes, ko je lep sončen dan, če nimate kam, ste dobrodošli nam, gostilno PEM, blizu Oplotnice, tako da, če nimate kam, dobrodošli na kosilo. Super, ne samo tudi na kosilo, ampak tudi na krasno okusno kavico in pa seveda sledico. Je dan sledica kaj posebnega? Je že kaj takega, kar sem poskusila pri vas? Ne, to še nisem poskusila, je malo drugačna je, tako da. Torej, moram priti, a ne probati. Res je. Marko, hvala lepa za danes. Eno krasno nedeljo ti želim in seveda vabilo vsem gledalkam in gledalcem torej v gostilno PEM. Hvala vam. Ja. Srečno, torej dobrodošli v gostilno PEM v Oplotnico, pojte. Evo, zdajle je seveda še bila iztočnica Tomaž, da gremo v Oplotnico jesti, ne Tomaž? Je rekel, kaj si rekel, kdo bo povabil, a ti? Mislim, da bo danes kar najstarejši v družini dala za... Tako, ne? Pa gremo torej v gostilno PEM na kosilo. Stanko, zdajle sva pa zopet midva skupaj muzikantov večer. Stanko, velik sklad, oziroma kaj, vse pišeš ti? Ali kako je s tem? Ja,
Ja, res je, kar nekaj časa že ustvarjam viže, besedil ne pišem, to je treba poudariti. Vedno si pa zamislim temo in jo tudi pred očim besedilopiscu. Za skladbo, ki ste jo omenjala, Muzikantov večer, je to bil besedilopisec Martin Druškovič, to je ravnatelj iz naše podružnične osnovne šole v Kosteljivnici. Ja, tako nastaja viže, nekako se mi porodi zanimiva ideja, Muzikantov večer, tudi skladba, ki bomo še v nadaljevanju pol slišali tam, kjer je pesem doma, je nastala po navdihu enih izrečenih lepih misli Blagor hiši, kjer se pesem sliši. To me je navdihnalo na enem koncertu, da sem kar na poti domov je že nastajalo in doma sem tudi vzel harmoniko, pa sem tudi še dodeloval, obdeloval, pa mislim, da je tisti večer že nastala viža. Ja, prevandrali ste Stanko, ni da ni, Slovenijo, tujino. No ja, ni da ni, je še kar nekaj da ni. Je pa res, kar je zanimivo, da smo bili v mesecu avgustu na gostovanju v Indiji, kar je bilo kar zelo zanimivo. Ja, čak mal, ti si zdaj pozdrav tudi harmoniko, cel ansambl ste bili v Indiji. Mislim, kako je prišlo zdaj do tega? Vidva tam, je bilo fajn? Ja, res je bilo zanimivo. Sprva, kot smo dobili povabilo, sprva nisem, ko me ena gospa iz Ljubljane pokliče, pa me reče, v Indijo boste šli igrati. Moj odgovor je bil, kje pa je ta hotel? Jaz sem imel najprej v misli, da je to kak hotel, ko se tako imenuje. Je rekla, ne, v Južno Indijo, Azija. Sem rekel, pa kdo pa tam to muziko posluša? Ampak in potem so se začeli pogovori, seveda priprave in vse je steklo zelo fajn. Tam je namreč bil v počastitev duhovnega učitelja iz Indije, Sai Baba, to verjetno mnogi poznajo, je bila 100-letnica njegovega rojstva in tam se je odvijal svetovni festival One World, One Family, ena družina, en svet. In že to mi je bilo tak zanimiv naslov in zastopali smo barve Slovenije, kar nam je bilo izjemno čast. Zdaj so bili vsi takoj za to, da grete v Indijo? No, sprva je bilo malenkost malo pomislekov. Kdo je imel največ pomislekov? Žena? Ne, žena ne, to pa ne. A to ta mlada tu zadnjih? Ne, kakorkoli, ampak ko se je to hitro razblinilo. Namreč pomisleki so bili zaradi tega, ker Indija naj bi bila v vojni z Pakistanom, ampak to v glasbi mi ne poznamo. Sicer mi smo šli čist na drugi konec Indije in ko smo imeli prvi Zoom sestanek z tistim organizatorjem iz Indije, pa jaz sem bil v Ljubljani, pa žena, in je takrat rekel, ja, saj v Evropi imate tudi vojno v Ukrajini, pa ste dosti bliže, ker mi tam, ko smo bili na jugu, pa do Pakistana je preko 2000 kilometrov. Tako da, sploh nismo vedeli za to. Ne duha, ne sluha. Skratka, bilo nam je pa zelo lepo, zelo prijazno so nas sprejeli, gostili, čeprav dobiš tudi svoje vtise v Indiji, skromnem življenju, revnem življenju. Grem še vprašati tule, tule, Indija, je bilo v redu, let v redu, hrana? Super. Hrana v redu, ni bilo piščanca, domačega pohaja. Tudi tis ni bilo. Pa goveje juhe tudi ne? Ne, to pa ne. Kakšna je indijska hrana? Ja, taka nekaj posebna je. Svoji okusi. Kak ste se pa menili vi tam dol? Pikantna. Kak ste se pa vi menili dol? Po domače? Kaj so Slovenčiki bili tudi dol, Slovenci? Angliško, kar razumejo. Vi angliško? Ne, jaz ne, sin. Tu so bili prevodi, no, je bilo v redu? Stanko tudi, ne? Fantastično je bilo. Če ne, pa malo z roka, malo z nogam, tako je bilo, ne? Ja, malo tekle, pa tekle, ne? Tekle, ne? No, kakšni vtisi so zdaj iz te Indije? Ja, meni je bilo fantastično, mislim, lepa, v bistvu to je taka subtropska, mislim, zelo lepa narava. Kako dolgo ste bili? Mislim, skoraj en teden. En teden. Skoraj en teden. V bistvu smo bili pred mesecem Bengalorja, to je v bistvu 6 oziroma 8 milijonsko mesto, ogromno ljudi.
In se pozdravljajo, po mojem je neka druga kultura, ne, prisrčna, drugačna. Je pa res to, ko smo rekli, tako to pri nam manjka, recimo tega pozdravljanja, tam pa so zelo vsi prijazni. Zelo pozdravljajo, se predklonijo, pozdravijo. So zelo prijazni. Super. Gospa žena, je bilo v redu? Zelo. Stanko tam je mogel kaj drugače se obnašati, mislim, tako do žene? Ne. Drugače se vedno lepo obnaša, ne? Ja, ziher. Čisto vedno. Vaju združuje pesem prav gotovo tudi doma. Tudi, ja, seveda, že dolgo. No, ta Indija je kako na vas naredila vtis? Ja, prvi vtis, prvo, ko smo zvedli, Indija, wow, kje je to daleč. Ja, kje je to, smo šli najprej na zemljevid gledati, kje je, ne? Kje je Indija, ja. Ampak ja, prvi vtis, na letališču ni smeti, ne, tam je spucano, ampak ko greš pa malo ven, je pa. Edino to me je malo, kak ne znajo smet pobrati. Da ne vidijo, ne? Ja, da ne vidijo smeti. Ampak drugo pa ja, so pa res prijazni. Super, tako se pozdravljajo, ne? Hrana je meni všeč, ker je pekoča, imam rada, tako da mi je bilo vse dobro. Možu ne, no. Ja, pa dobro je, pa kakva kila je šla dol? Ja, je šla, ok. Kaj pa tule, tu sem slišala, neki zadržki so pa bili najprej malo tule, a ne? Ja, seveda. Ste bilo malo strah, ali kaj? Česa, zaradi tega dogodka, kot vojna, ali leta, ali... Na splošno potovanje. Potovanja. Ne letiš rada z letalom? V bistvu sem prvič. In kako je bilo? Super. Je bilo v redu, Ja, zdaj si... Je bilo v redu, ampak prid do tega. Zdaj si moji tam govorijo. Jaz tudi ne letim, ni šans, ne, mene spravljajo vsi v luft, nekaj, joj, ne. Tako da so kar prekrajšana, ne. Veliko si videla, zato, ker si šla, ne. Seveda, ni mi žal. Tako da bi mi rekla zdaj kar 5, ne. Ja, seveda. Ja, hvala ti, ja. Treba se odločiti. Ja, treba se odločiti, ne. Ja, hvala, ti bi me kar poslala 12 ur. Ja, lej, super. Ampak ja, mogoče pa, nikoli ne reci nikoli. Evo, naslednja pesem z naslovom, torej Muzikantov večer. Muzikanti so zdaj že nekaj časa pripravljeni, mi pa klepetamo tle. Čas je torej za muziko. Gremo. Oči zapira, noč pa utira, tiho si poti do sanji nežnosti. Mraku oživijo, se prebudijo, muzikantov skrite glasbene strasti. Na večer pred rami, nikdar zaspani, instrument moj harmonijo zlije zvok. Družbo si želivajo, poživiva, radosti usmerjava življenja tok. Sreča, srčni mir, muzikantov je večer, zapeljil na smeh, iskrice v očeh, naj objem noči. Plava milo zvočni glas, razvedri obraz, požlahni nam čas. God mame strica, vzdušje je ta pravo, vedno na večer. Ženka nič ne toži, ko nek se zloži, pridem ves razgret, jej sploh ne dam ji mir. Sreča, srčni mir, muzikantov je večer, zaveljil na smeh, iskrice v očeh, naj objem noči. Plava milo zvočni glas, razvedri obraz, požlahni nam čas. Sreča, srčni mir, muzikantov je večer, zapeljil na smeh, iskrice v očeh,
super ste. Stanko, hvala lepa za enkrat, zdaj bi mi tlele zaplesali na polno, jaz že malo tam ne flirtam za Lukom, če bi mu šla kaka polčka, ali pa kak valček, ne? Bomo videli, hvala za enkrat. Luka, polka bi šla, valček, ne? Niti od tega nič? Rad pa takole malo, ne? To so neki posebni prijemi, Luka, da ti dam mikrofon. Kak moraš to delati? Jaz to ne znam. Kaj pa? Ja, to malo lepat neki. To me sploh ne sprašujte, kaj to v momentu narediš. To je moment, v redu. Tako da, če bo vmes kak efekt tlele, boš videl, to je trenutek, veš. Tako, zdajle je pa, a ti tudi kaj pišeš, Luka, smo rekli? Pišeš tele pesmi? V smislu, sam vse z melodijami, brez ne morem. Brez pa ne gre. Aha. Ok, boš pa še enkrat prebral, ne, tole zadevo, povabilo, za vse tiste, ki so člani pa ne člani, jaz te lepo prosim, če prebereš še enkrat. Ob svetovnem dnevu osteoporoze vas območno društvo bolnikov z osteoporoze Celje v sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje vabimo na predstavitev društva z meritvami kostne gostote na petnici z ultrazvočnim aparatom. V ponedeljek 20.10.2025 od 9. do 12. ure v avli Splošne bolnišnice Celje. Prisrčno vabljeni vsi člani in članice, vaši sorodniki in prijatelji. Bravo. Super, prisrčno, torej dobrodošli. Luka, zdajle je pa že Karin pripravljena za prvo pesem. Jaz moram jo zdajle seveda tukaj lepo iskati. Vse je pripravljen. Aha, imamo pripravljen z naslovom a veš, ki imam tamle tekst, ne? Bi ti znal to povedati tudi? Ja, bomo pogledala. Takole. Brez tebe ne znam. Ja, si slišal že to pesem? Ne. To je Serčič? Žan, ja. Bi znal biti, ne? Bi znal biti, ja. Ne bi ga glih poslušal, tako da ne bi vedel. Ja, bi pa znal biti Žan Serčič. Karin je seveda že pripravljena. Karin, izvoli, zdajle seveda je oder tvoj. Menda je prvič na televiziji. Je kar dobro gre, ne? Gre, ja, super. Super, takole, morda pa združite moči. Takole smo pripravljeni. Karin, ti tudi izvoli. Čas je kaki, pušča sledi, ne ustavi se, bez milosti, leta tečejo, a ne zabrišejo tega, kar svadnala si. Ko bova stara siva, brez moči, in me vprašaš, kaj pomeniš mi, ni teh besed. Stvari, da te imam.
kar imam, brez tebe ne znam. Da rade imam in ko enkrat bom zaspal, se spomni, kaj nocoj ti priznam. Vse, kar imam, je brez tebe ne znam. Super si, zdaj bomo zamenjali tale mikrofonček, krasno, krasno, mi to danes kar improviziramo, ne? Tudi če mogoče, Stanko, te bom prosila, da daš tole tja, če mogoče glas preko televizijskih ni bilo tako, ampak mi tle improviziramo danes, je seveda Karin zapela to čisto v živo, ne? Ja, a je to tvoj prvi televizijski nastop, prvič na televiziji? Čisto prvi. Pa dajmo še en velik aplauz. Torej, za vzpodbudo, drugače tudi še ostale pesmi prepevaš, poslušati pa sem kaj, Žana Serčiča? Metaliko. Joj, vse drugo, ampak lej, zakaj smo zbrala danes to pesem? Med drugim tudi rada poslušam Žana Serčiča, predvsem zaradi tega, ker imam zelo rada rock, metal in pa latino ritme, kar Žan Serčič upleta v svoje žanre, tako da. Si ga že videla v živo? Ja, sem že bila na koncertu. Na koncertu, super. Evo, jaz sem zelo vesela, tam je tudi tvoja sestrica, ne, ki jo tudi pozdravljamo, evo, tako kako je ime? Kjara. Kjara, tudi prepeva rada? Tudi. Ja. Jaz bom zelo vesela, če boš pa morda kdaj imela kakšen posnetek, studijski, tako kot ga seveda ima Luka, pa dobrodošla tukaj v našo oddajo, da še kaj Ja, hvala lepa. Pa da spodbujamo torej mladino, da tudi poja, a ne? Ja, takole. Zdajle bodo, še imamo tretje oglase, ne? Ja, mi kaže tam gor, počasi tretji oglasi, kar prav je, da jih zavrtimo, potem gremo pa v ta končni finiš današnjega srečanja, ko je z nami seveda družinica, ki bo kaj kmalu zapela torej sklepno zadnjo pesem. Oglasi. Cajt je, da stopimo skupaj in kupujemo domače. Trgovine Joge! Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Dol, veš? Dobrodošli pri nas v Vrtnem centru Jehart. Oglejmo si jesensko ponudbo cvetlic. V naši jesenski ponudbi najdete tudi lončne krizanteme, ciklame, jesenske trajnice, jesenski grmički za popestritev nasadov, različne barve vresja, za vas pripravimo tudi različne jesenske nasade. Ponujamo tudi zunanje okrasne lonce, različne posode za jesenske nasade, v našem vrtnem centru smo za vas vzgojili tudi jesenske mačehe. Najbolj priljubljene so viseče mačehe. Poskrbeli smo tudi za širok barvni nabor cvetlic.
Veliko cvetne lepotice radi dodajamo v gredice in nasade. Drobnocvetne mačehe bodo zagotovo popestrile okolico vašega doma. To je bil kratek sprehod po našem vrtnem centru. Obiščite nas in z veseljem vam bomo pomagali pri izbiri jesenskih cvetlic. Gorenje. Life simplified. Takole, skoraj da smo pri koncu današnjega druženja. Zdaj se nam je pridružila še ena gospodična Mična, 8 let stara. Kako je tebi ime? Jara. Jara, ti si pa, kdo si ti? Sestrca od? Karin. Kdo pa je Karin? Kje je Karin zdaj? Ja, se vidi, veliko objemata doma. Ja. A se pa ta malo objela, zdajle. Bomo malo se objela, prišla si, a ne? A tudi midva, ja, hvala, super. Povej, kako je v šoli, draga moja? V redu. Je v redu? Greš rada v šolo? Ja. Ja, a ne, super, se tek je prav. Tudi ti doma poješ, si mi rekla. Ja. Katera ti je tvoja najljubša pesem? Jaz bi rekla bolj Od Nine Pušlje. O, katera bi pa rečemo bila, zdaj, če bi Od Nine Pušlje midve zapela, katera bi bila? Iz Čiste trme. O, iz Čiste trme, ravno pravšnja, ne? Ja, za nedeljo pa tako. A pa bi mogoče en delček zdaj šlo iz Čiste trme ali bi to kdaj drugič? Danes imaš odlično priložnost, da kje zapoješ. Lahko. Dajmo aplavz! Potem pa kar sama, lahko iz Čiste trme, lahko samo refren, lahko karkoli, pa da slišimo. Daj povejo ti, res takoj spočasti, daj bi kdaj pa kdaj se malo se nasmehnil mi. Roko na srce čestitam, to pa znaš le ti, meni krivdo spet našel si. Tvoja me beseda kot klofuta zaboli, vsakim novim stavkom so na rano mečeš mi. A še zmorava prestopiti, kar sva rekla si, se ti to še sploh vredno zdi. A gre pa naprej tako. Je to, ne, naprej, bravo. Torej, Nina Pušlje, poslušaš Nino? O, kako lepo. Spodbudno pa, jaz bi po mojem kar bila tlele lot, ne bi zapela, ne? Lej, čisto petko ti dam, prava carica si. Tako, super, hvala lepa. Luka, kaj bi povedal za konec? Gled, tamle je tvoja publika, tvoji prijatelji in seveda skoraj da konec današnje oddaje. Nič pojedovi, res super je bilo. Sicer tudi mojih prvič na TV-ju, bil sem že na nastopu, svašta, radio, samo na TV-ju, tako v živo pa še ne, tako da to je tudi neka nova izkušnja za mene. Tako da vesel sem, da sem tu. Res všeč mi je tudi videti talente, a ne, iz drugih strani, starejši, mlajši, res super, všeč mi je vse. Super in sem vesela, da si se opogumil, takle bom šla, a lahko malo primem te na tvojo čupo? Lahko, ja. Da probam. Jaz sem malo takle naredila, le. Tako ne ti bom naredila. Umetna ni.
Super. Koliko porabiš časa za to frizurco? Skrnač. Joj, to ima zdaj mladina, le gor. Moj otrok si je rekel, dajem si, ko mi prišla, zdaj sem ga hotela pobožati, pa sem ko mi šla tlele noter, ne? Se ka, pa ko si daješ gor? Rekel, en prah si dajemo za gor. Se neka čudeži se dogajajo. Ponovadi si prah dol devamo, pa čistimo, oni si pa zdaj prah gor devajo. Tako da ja, tak je, ne? Pozdravljaš, smo rekli, srednjo šolo, katero že? Srednjo šolo Ravne, pozdravljam, zastopam. Zastopaš. Dotično, kjer ga best prijatelja? Niti ne, nimam koga, tak 3 TRB, moj razred, najboljši razred na šoli, seveda, to moramo poudariti. Najbolj priden? Najbolj priden, no. Tudi po uspehu? To bi lahko debatirali sicer. Ja, bomo malo pa povzdignili tole povprečje ocene, ne? Ampak koliko pa drugač teb si šola, ja? Ja, gre, ja. Ti gre, ne? Imamo pač, okej, so določene snovi predmeti, kaj pač imaš malo več cajta. Kaj ti najmanj leži, bom rekla, ne da ti ne grem, ampak kaj najmanj poslušaš rad? Matematiko. A ploskali bomo? Nisem edini, verjetno. Sej je res, pa sej, jaz tudi nisem imela glih matematike najbolj rada, ampak lej, moramo sfurati, lej. To pa res, ja. Ja, vse tisti algoritmi, pa a jih daj računam, nič ne, pa ne vem kaj še vse, pa enoč, pa ne enoč, pa sam, če tak je, ne? 2 pa 2 je? Še vedno 5, ne? 22, mislim, ja, 5, ja. Je še vedno 5, ne? 2 plus 2 je še vedno 5, tako. Luka, hvala ti za tole. Karin, kaj boš ti dodala? Zdaj se seveda pripravimo, draga družinica, za zadnjo pesem. Kakšno lepo misel, mogoče za konec? Mogoče bi kar povedala sporočilo tega našega natečaja oziroma projekta Podari nasmeh, podari pozdrav, da ena taka mala gesta lahko nekomu mogoče tudi celo spremeni življenje, pa spremeni pomembne odločitve. Krasno. Hvala ti. Zdaj se seveda ostanemo tukaj, pridite Luka in pa seveda, evo, se malce razkropimo, pridite malce bolj sem. Za zadnjo skladbico Luka se bo tudi ostal, se tule pridružil, vse se lahko, a ne, Tomaž? Tako, hvala za današnje prijetno druženje. Je bilo lepo v naši družbi? Ja, res lepo. Sem presenečena, ker je tako povezovanje. Evo, vsi smo nekaj povedali. Res lepo. Vsak je nekaj povedal. Hvala lepa. Super. Lepo se imejte, radi se imejte, zdaj le pa naj pesem združi ljudi. Stanko z naslovom smo rekli. Tam, kjer je pesem doma. Srečno in pa seveda nasvidenje. Lepo se imejte. Čase nekdanje sestrami, brati, še slišim besed.